Lepo pozdravljeni. Vstopili smo v zadnji mesec v letu, ponekod že okrašena mesta nakazujejo, da smo v prazničnem obdobju. Takoj po Posavskem tedniku zato vabljeni k ogledu prižiga prazničnih lučk v Radečah. Posavski tednik pa začenjamo v Krškem. Kakšno je stanje v domu starejših občanov? Kot je povedala direktorica, imajo v domu trenutno obolelih 75 stanovalcev in 26 zaposlenih. Spodbudna novica pa je, da se prvi ozdravljeni zaposleni že vračajo na delovna mesta. Stanje se vidno izboljšuje tudi pri nekaterih obolelih stanovalcih. V domu starejših občanov Krško imajo 75 obolelih stanovalcev, to je 16 več kot v ponedeljek in 26 obolelih zaposlenih. Imamo tudi veselo novico, da so se prvi 4 zaposleni že vrnili nazaj na delo. In tudi pri stanovalcih je pri prvih stanovalcih že 13. dan od začetka bolezni in nekateri se počutijo že res bistveno bolje. Skupino zdravih stanovalcev so že v začetku prejšnjega tedna preselili v prostore novega dnevnega centra Podmornica, a je tudi tam prišlo do okužb. Žal se nam je zgodilo to, česar smo se najbolj bali. Kot vemo, je v lokalni skupnosti zelo veliko okuženih občanov, tudi takšnih, ki ne vedo, da so bolani. Tako se je tudi v Podmornico vrnila naša sodelavka, ki je imela negativen test po daljši odsotnosti. Čez 2 dni je bila pozitivna in okužilo se je do današnjega dne skoraj polovica stanovalcev. Bolne stanovalce pripeljajo v dom starejših občanov Krško. Namestijo jih v rdečo cono, kjer imajo ustrezno oskrbo. Dnevno je prisotna tudi zdravnica. Žal je nekaj stanovalcev v bolnišnici. Od nekaj stanovalcev pa smo se tudi poslovili in ob tej priložnosti izrekam iskreno sožalje vsem njihovim svojcem. Celotno organizacijo in delo v domu sprotno prilagajajo nastali situaciji. Zaposleni se zelo trudijo, da bi stanovalcem olajšali ta čas, ko so bolni. Prisluhnimo čim več njihovim potrebam, hkrati pa smo se tudi zavedli, da nas v bistvu oni naločijo. Zato smo se domislili, da se fotografirajo zaposleni in si svoje fotografije lepijo na tajveke, na zaščitne kombinezone, zato da imajo stanovalci občutek, kdo se skriva za masko, očali in to belo obleko. Imamo tudi eno dodatno prostovoljko, tako da je tudi možnost klicanja preko videoklica zdaj večja, ker zaposleni so zelo obremenjeni z nujnim delom, ki ga imajo. Imajo tudi nekaj kadrovskih okrepitev. Imeli pa smo nekaj sreče, pridobili smo kar nekaj študentov k sodelovanju, nekateri med njimi imajo tudi že izkušnje z delom v rdeči coni. Enega delavca pa so nam posodili iz doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu. Stanje je trenutno zadovoljivo, a bi jim prav prišel še dodaten strokovni kader. Na novomeški območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje so ponovno vzpostavili telefonsko številko za psihološko pomoč ob epidemiji. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 vse dni v tednu, 24 ur na dan, nudijo strokovno pomoč izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki z področja duševnega zdravja. S telefonom želijo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami. Aktualna dogajanja in negotove razmere, ki jih s seboj prinaša drugi val epidemije, v mnogih ljudeh krepijo občutke negotovosti, nemoči in izgube nadzora. Krški poklicni gasilci so se preselili v sodobne, svetle zračne prostore, ki so obenem prilagojeni gasilski stroki in bodo zato omogočali bolj kakovostno opravljanje vseh del, ki jih opravljajo v objektu. Evo, ravno kar klic, eden od klicev. Ja, ni problema, bom pogledal naprej. Ok, levo naš naprej, dio. Trenutno smo v dispečersko-operativnem centru. Ja, to je srce naše enote, tukaj prihajajo vsi klici na pomoč in ta del je res sofisticiran, najnovejša tehnologija je notri, tako da upam, da nam bo služila. Dispečersko-operativni center ni le sodobnejši, ampak tudi večji. Želja in cilj nam je bila, da naredimo 2 neodvisna delovna mesta, to nujno rabimo v primeru večjih intervencij. Se pravi, da lahko v bistvu vzpostavimo 2 operaterja, ki imata vsak svoj sistem dela. Eden lahko v bistvu kontaktira čisto z neko drugo službo kot drugi vrši poklice, kontaktira z vodjo izmene, vodjo operative in tako naprej. Tako da
sodobno gasilsko delo poteka na ta način. Gasilci so še posebej veseli pridobitev, ki povečajo njihovo varnost in jim olajšajo delo. Nova pridobitev, ki smo jo dobili v poklicni gasilski enoti, je tudi nov gasilski drog za spuščanje, ki nam služi, da pridemo hitrejš iz zgornjih prostorov v spodnje prostore. Zaenkrat je vse novo, se tudi še malo iščemo, tudi malo tipamo, ampak mislim, da se bomo kmalu navadili tudi na te novosti. V glavnem, določene tehnične stvari so drugačne kot v starejšem objektu. Lažje manevriranje, lažje, več prostora za kondicijsko vadbo, za servisno dejavnost, za čistilni prostori in tako naprej. Se pravi, bistveno več prostorov. Prostor za servis ročnih gasilnih aparatov in dihalnih aparatov, ki je namenjen strankam, so ločili s posebnim vhodom. Ta del operativni je zdaj dejansko tudi ločen od vseh strank in obiskovalcev, se pravi, da skupni prostori gasilcev so narejeni tako oziroma projektirani tako, da ko izvažajo oziroma ko po domače tečejo na intervencijo, se ne gre čez del, kjer se lahko nahajajo stranke, se pravi, pridejo v skupni hodnik in ta hodnik povezuje interventno garažo, kjer je trenutno 7 garaž. S prvo fazo izgradnje prizidka so krški gasilci pridobili slabih 1000 kvadratnih metrov novih površin. Tako da sedaj prehajamo na drugo fazo, to je obnovo obstoječe stavbe poklicne gasilske enote, v kateri je potrebno marsikaj spremeniti in popraviti oziroma obnoviti. Od inštalacij preko zunanje, toplotne izolacije in tako naprej. No, potem pa sledi še rušitev in pa obnova oziroma novogradnja prostorov, ki jih sicer uporablja prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. V bistvu v tretji fazi mi pridobimo 4 garaže, predvidevamo še novo orodjarno in pa prostor za potapljače. Zadnja 2 prostora, pa zgornja etaža pa so namenjene prostovoljnemu gasilskemu društvu, službi civilne zaščite, Gasilski zvezi Krško in še nekaterim drugim pripadajočim službam. Dela bodo predvidoma zaključena konec naslednjega leta. Skupna vrednost celotne investicije je nekje 3,2 milijona evrov. Računam, ocenjujem, da je nekaj malega več kot polovica teh sredstev ali pa te investicije že izvršene. Približno polovica nas pa še čaka. Naložba bo v celoti krita iz občinskega proračuna. Prenovljeno pritličje objekta bivšega doma upokojencev Brežice je po zaključeni prvi fazi revitalizacije stavbe pred dobrim mesecem že sprejelo svoje prve stanovalce. Za obnovljene prostore pritličja je namreč občina Brežice sklenila najemno partnerstvo z varstveno-delovnim centrom Krško Leskovec, ki mu je s tem omogočila širitev programa enote Brežice in sicer z dodatno ponudbo bivalnih enot. Brežiška enota varstveno-delovnega centra Krško Leskovec se je konec oktobra vselila v obnovljene prostore nekdanjega doma upokojencev. Na tej lokaciji izvajajo institucionalno varstvo za svoje uporabnike iz občine Brežice. Predtem so bili namreč prebivalci oziroma uporabniki naših storitev razseljeni po celotni Sloveniji v različne ustanove. Sedaj se je pa pojavila možnost, da se preselijo v matično občino in imajo enake storitev v matični občini. Kar je za uporabnike več kot dobrodošlo, dodaja Romih. Se so v domačem okolju, lažje se srečujemo s svojimi svojci, to jim je tudi poznano okolje, tako da lahko tudi mogoče malo bolj samostojno gredo v svoje okolje in mesto. Sicer pa bodo dom lahko nudili 15 uporabnikom. Trenutno jih je v bivalnih enotah nastanjenih 9. Nekaj uporabnikov še čakamo, ker je situacija taka, da niso možne premestitve iz občine v občino. Drugače pa so to uporabniki, ki so naseljeni vse dni v letu, v bistvu so nekako na ta način, kot je dom starejših. Poleg programa dnevnega varstva, ki se izvaja v teh prenovljenih prostorih, Brežiška enota varstveno-delovnega centra izvaja tudi vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Občina Brežice je z obnovo objekta pričela v avgustu 2019. Celotna vrednost dvoletnega projekta prve faze investicije je znašala 770 tisoč evrov z davkom na dodano vrednost, od tega na podlagi dogovora za razvoj regij pričakujejo
zberejo 190 tisočakov iz evropskih kohezijskih sredstev. Seveda si pa v občini želimo še več, saj smo pred leti se precej trudili, da nam je uspelo pridobiti ta bivši dom nazaj v last in ga v tem trenutku obnavljamo. Nadaljujemo pa tudi z bivalnim enotom za upokojence, prav tako pa v tem domu naj bi bili tudi prostori za Ozaro, potem upokojenska društva in pa tudi za oskrbovance sopotnika, ki prav tako nudi predvsem brezplačne prevoze za starejše ljudi v naši občini. Drugo fazo naj bi dokončali v naslednjem letu. Znesek celotne investicije pa bo znašal okoli 2 milijona evrov. Občina Kostanjevica na Krki je skupaj z družbo Kostak odprla zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, ki se nahaja ob čistilni napravi. Tam bo mogoče odlagati gradbene, kosovne, lesne, kovinske, biorazgradljive in nevarne odpadke, papir in karton, steklo, embalažo ter mešane komunalne odpadke. Projekt so načrtovali že vrsto let, pove kostanjeviški župan, so imeli težave že s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Največja težava je bila poplavna varnost, saj je objekt zarisan v poplavni coni, spomladi pa so se dela ustavila zaradi epidemije. Mislim, da je to ena velika pridobitev za sam kraj ali pa našo občino Kostanjevica na Krki, kajti opažamo še vedno, da ljudje vozijo razne odpadke po gozdovih, travnikih, ob rekah. To nam nekako ni v ponos. Vsi se trudimo, veliko vlagamo v razvoj turizma in v samo urejenost kraja, tako jaz mislim, da to zdaj je en velik doprinos. Zbirni center v Kostanjevici na Krki je zelo pomemben člen v skupnem sistemu ravnanja z odpadki. Nekako v Kostanjevici na Krki zberemo okrog 1000 do 1200 ton odpadkov letno. Pričakujemo, da bomo na zbirnem centru zbrali okrog 100 do 120 ton letno odpadkov. Do sedaj so občani Kostanjevice na Krki odpadke odvažali na center za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem gradu. Večje količino odpadkov, če bojo imeli občani Kostanjevice na Krki, se bojo še vedno odpeljali na center za ravnanje z odpadki v Krško. Tukaj ta center oziroma zbirni center je pa namenjen občanom, ki so občani občine Kostanjevica na Krki. Ni pa ta center namenjen gospodarstvu, saj so kapacitete manjše. Občani sicer že zdaj vestno ločujejo odpadke. Občani so se navadili to sami ločeno zbirati. Moram povedati, da smo lansko leto odpeljali na samo deponijo Seret, sicer naš koncesionar Kostak, 12 ton odpadkov. To je zanemarljiva številka. Probali bomo zdaj to še bolj zreciklirati, tako da stremimo seveda čim manjšem številu ali pa sami teh smeti. Vrednost naložbe je znašala približno 65 tisoč evrov. Poleg te načrtovane investicije so na objekt čistilne naprave namestili nove žlebove, obnovili fasado, namestili videonadzorni sistem in uredili dovozno cesto. V Krškem so zaradi vse pogostejših primerov vandalizma na sistemu za izposojo koles Krčan, ki se pojavljajo že vse od avgusta, sistem ugasnili za nekaj časa, kolesa umaknili iz uporabe in jih poslali v popravilo. Gre za uničevanje lastnine, od manjših do večjih poškodb, tudi na izposojevalnih postajah in gre za škodo, ki jo nekateri povzročajo iz dolgočasja, pravi krški župan. Škode je za okoli 10 tisoč evrov. Kršitelji so s postaj dobesedno iztrgali kolesa, med drugim tudi na postajah pri železniški postaji, pri šolskem centru Krško Sevnica in pri občinski stavbi. Potem so kolesa polomili so tiste dele, ki se dajo polomiti, ali pa celoten okvir. Potem kolesa so zmetali stran v grmovje, kamorkoli, tako da jih pravzaprav bilo težko najti, kjer so, nekaterih tudi nismo našli. Ne. Ene smo našli potem v Kerinovem grmu, ene smo našli nekje drugje. V glavnem, ta kolesa so na vseh koncih se našla. Poškodovali so tudi mehanizme za izposojo, torej same postaje. Tako da se tudi notranje, se pravi žice in elektronike in vse ostalo se je poškodovalo. Skratka, nekdo je načrtno in so vnemo to uničeval. Primeri vandalizma se pojavljajo že nekaj mesecev. Dogaja se vse že od avgusta lani, oziroma letos, potem september, oktober je bilo pa ta zadeva presegla že vse normalne meje
in v bistvu se je videlo, da je šlo pravzaprav za načrtno uničevanje koles in pa celotne infrastrukture. Takšna objestna in nasilna dejanja posledično tudi onemogočajo izposojo vsem ostalim občanom, ki bi želeli uporabljati Krčana za svoje vsakodnevne poti. Na občini so se odločili, da trenutno za nedoločen čas vsa kolesa umaknejo iz sistema izposoje, saj so potrebni celovitega servisa. Prav tako bo potrebna celovita obnova na samih postajah za avtomatsko izposojo, kjer je bilo povzročene kar nekaj škode. S primerom se zdaj ukvarja policija. Upam pa, da s nadzornimi kamerami in z vsemi ostalimi posegi bomo nekako uspeli ne samo izslediti, ampak tudi preprečiti nadaljne vandalizme. V sistemu Krčan, ki deluje od jeseni 2017, so do sredine novembra letos zabeležili 311 uporabnikov ter 7049 izposoj, kar je v povprečju 10 na dan. Občina Krško letno za redno vzdrževanje avtomatskega sistema za izposojo in samih koles nameni okoli 24.000 evrov. Z dodatno povzročeno škodo pa bo samo v zadnjih nekaj mesecih ta strošek večji za okoli 10.000 evrov. V tednu, ki je pred nami, vremenoslovci napovedujejo sneg do nižin. Kostakova zimska služba, ki skrbi, da je 800 km krških in kostanjeviških cest prevoznih in ustrezno vzdrževanih tudi v zimskih razmerah, je že pripravljena. Poglejmo izjavo. Letos se napoveduje malce ostrejša zima kot v prejšnjih sezonah. Nekaj mraza nas je obiskalo že ta vikend, pričakuje se tekom tedna ter v naslednjem tednu nekoliko bolj zimsko vreme kot pretekla leta. Na Kostaku smo na izvajanje zimske službe sicer pripravljeni enako kot vsako leto takle čas. V pripravljenosti je približno 50 strojnih enot, skupno število zaposlenih, ki bomo izvajali zimsko službo, je med 70 in 80. Zaloge posebnih materialov so pripravljene, se pa skupno vzdržuje 800 km občinskih javnih cest v obeh občinah, to je v občini Krško in Kostanjevica na Krki. V petek je prišlo do manjšega požara oziroma samovžiga na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Predvidevajo, da je do njega prišlo zaradi razlitja 2 baterij med odpadki, zato znova pozivajo k pravilnemu ločevanju odpadkov. Jaz bi pozval vse občane, da res, ko odločujejo odpadke bolj vestno in s tem preprečijo takšne dogodke v nadalje, da se te zadeve ne bi ponavljale. Prosil bi tudi, da se spoštuje oziroma da te vse vnetljive snovi loči od ostalih odpadkov že doma v kantah in se tudi potem primerno odložijo na primerna mesta. Mnogo je krajev po Sloveniji, kjer v adventnem času postavijo jaslice. V Krškem jih bodo 20. decembra. Bili smo pri Marku Kostanšku v Sedlarjevem v občini Podčetrtek, ki trenutno jaslice, torej te, ki bodo stale na Hočevarjevem trgu, še izdeluje. Izdeluje se hlevček, potem se Jožef, Marija, Jezus v jaslih, 2 ovci, kravica, osliček in potem še bomo dodatno mogoče po potrebi izdelali še katero drugo figuro, ker jih je načeloma več. Hlevček je visok dobra 2,5 metra in širok približno 2 metra. Strešek je postavljen malo pod kotom, se pravi ta del, ko je ograjica, zraven je ograjica in samo en del strehe, tako da ne zakriva pogleda. Obenem pa daje videz samega hlevčka. Figure so minimalistične in proporcionalne. Jožef ima višino približno 1,5 metra, Marija je, mislim, da je 90–110 centimetrov, da gre v proporcijah. Figure izdeluje iz macesnovega lesa, ki se zunaj dobro obnese. Kot dodaja, mora biti les zračno suh. Suhi ne smejo biti zazuni, ker bi razpokali ali pa ne bi bili v redu. Pa sem pa razžagal kose lesa približno na figure, z lepo, se pravi z mozničo, z lepo, da drži. Lepilo se je uporabljalo za zunaj, se pravi vodoodporno, da vzdrži zimo. Sledila je obdelava. Se figura obriše, zbrusi in
približna postavitev naredi, pa se vidi, če treba še kakšno stvar popraviti, obrezati ali pa tak. Jaslice, ki nastajajo v delavnici Marka Kostanška, bodo od 20. decembra na ogled na Hočevarjevem trgu v Krškem. Za konec pa poglejmo še na splet. Sledi kratek pregled najbolj branih novic na portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Pazite nase in nasvidenje čez teden dni.